in gremo pogledati podobnosti z kamomilo. Evo, ravno kar smo povedali, kakšni obkladki lokalno na ušesa, topli ali hladni? Topli, prav, Slavko. Slavko se hitro uči, a ne, Slavko, bravo. Ja, topli obkladki in splošna toplota pa poslabša. In za obe zdravili je značilno, da sta sitni, ne, sitni tisti otroci, ki jo rabijo. Kaj so pa razlike? Pri kamilici imamo otroke, ki je kapricast in še nekakšen. Kakšen je še otrok, ki rab kamomilo? Če se spomnite, si bomo pa tole natančno povedali. Nič mu ni prav, tako je, kapricast, nekaj bi rad, pa potem to stran vržemo, ni všeč, ne? Tako da, kaj bi še rekli, kakšen je, nič mu ni prav, to je dober, kaj pa je esenca kamomile? Če rečemo, esenca mentalno-emocionalna beladone je agresija, kaj je pa esenca kamomile? Kakšen je otrok, ki rab kamomilo, nič drugega ne vemo, samo pogledamo ga, v 2 sekundah nam je jasna esenca. Kakšen otrok je to? Nervoza, blizu, razdražljiv blizu, tečen blizu, ni ta prav izraz. Prigrizel, jokav, še dajmo, še besen, tudi lahko, ampak ne tako kot beladona, še neki, podobno kot velja za zdravilo kalkareja fosforika, če ga kdo pozna. Preobčutljiv je tu dobra ideja, ampak ni tista beseda, ki sem jo hotel. Če kdo ima kakšno idejo, čist smo že blizu, 6-krat smo bili okrog centra, neodločen, ne, še malo, napadalen, ne, kričal bi, ja, bi, ampak kriči od bolečine, ne pa zato, ker je agresiven. Še imamo kaprice in neutolažljiv tudi, ja, vse ste prav napisali, potreba po bližini tudi nezadovoljen. Prav? Nezadovoljen je mislim, je mišljeno tukaj. Nezadovoljen. Nič mu ni prav. Kapricast in nezadovoljen. To je bolj tista prava esenca in tista agresivna je bolj esenca beladone. Prav? Se pravi, nezadovoljen. Beladona imamo pa agresijo, imamo pa jezo. Kadar imaš beladona otroka z visoko vročino in mu to na možgane udar ponavadi in imaš agresijo in skače po postelj, iz postelje, deliranten je, lahko nori, kriči, nori okrog, tako sploh ne veš, misliš, da se mu je čisto zmešalo. To je tipična beladona, mentalno-emocionalna slika. Pri kamomili ni tako zelo izrazita ta agresija, je bolj enako nezadovoljstvo, nič ni in nikoli v redu. Pri kamomili otrok zahteva zibanje in še nekaj. In tisto nekaj, kar zahteva kamomila otrok, če bi to počel s beladona otrokom, tistim otrokom, ki potrebuje beladono, bi mu to zelo poslabšalo stvar. Kaj je to? Dotik, ne. Objem, ne. Otroci radi nosijo, objemajo, razen akonitum, kjer ga ne smeš tam preveč tikati. Tako da, evo, predstavljajte si tolažbo, ne, Vladimir? Tolažbo, seveda, imajo tudi kamomila radi tolažba, ampak to ni nekaj, kar bi pri beladoni zelo poslabšalo stanje. Da ga nosiš, Emilija je blizu, zibanje in še nekaj. Kar predstavljajte si eno mamico, ki ima enega sitnega otroka, ki ga boli ušes in rab kamilico, kaj bo počela tale mamica, poleg tega, da ga bo nosila okrog, kaj bo še delala? Stiskala, ja, tudi, požala tudi, pela tudi, ampak ni tisto, kar želim.
podrgnila malo, ja, tudi lahko, pa vendar želim še nekaj drugega slišati. Tapkala, smo že blizu. Crklala, ja. Tresla. Monika je zadela žebljico na glavico. Tresla, poskakujejo s tem otrokom. To hočejo kamomila otroci, da ga to nekako malo zamoti. Radi imajo, hodijo okoli in ga nosijo in gor dol, rocking je tista angleška beseda. Ne. To jim paše, da jih tresljajo. In Bog ne daj temu to početi človeku, ki potrebuje beladona, ker to vse v glavi tam groza. Ne. In tisto najslabše, kar lahko narediš, beladona mora biti primer. Tako da, poskakovanje je treba tukaj napisati noter. Ok, kakšne so noge pri kamomili in kakšne pri beladoni? Zdaj že malo veste, pri beladoni so hladne, kakšne bodo pa pri kamomili? So tople ali so tudi hladne? Tople. Kamomila je zelo vroče zdravilo, podobna beladoni. In tukaj so te, a vidite, to so zelo nianse, ki diferencirajo eno pa drugo zdravilo. Ne? Ampak kamomilo, ko vse tole znamo, kar smo se danes pogovarjali, ne bo težko diferencirati od beladone, ko boste imeli tak primer. Ja? Vse tele stvari preverimo. Pri kamomili bolečine so zaradi česa, kaj se vzdraži pri kamomili, zdaj smo že malo povedali, kjer sistem je ta glaven, tist, ki je vzdražen in zaradi tega bolečine. Smo že povedali, se še kdo spomne? Ja, živčni sistem, tako zapletel se mi jezik, nevrološki sistem oziroma živčni, ja, pri beladoni pa vzdražena cirkulacija, tako je kardiovaskularni sistem. Dobro, tukaj sem vam napisal še nekaj, kar se mi zdi pomembno in vam utegne priti prav. Namreč, če imamo ob vročini glavo vročo, pa mrzle okončine. Je to zelo značilno za beladono, smo se pravkar naučili, je tako? In še za nekatera druga zdravila, in jih tukaj imamo. Dajte mi povedati, ali smo se mi učili o zdravilu kalkarea karbonika oziroma homeopatski kalci pri e-šoli homeopatije. Mislim, da smo se, ampak se res ne spomnim. Smo se, ne? Ja, saj ga bomo zagotovo letos nekje ponovili, to zdravilo. Tudi za to zdravilo je značilno, da imajo pri vročini glavo vročo pa mrzle okončine. Ampak pri tem zdravilu je zelo značilno in to je zelo ključen simptom in Đorđe Vidulka celo pravi, da če imaš samo ta simptom prisoten pri otroku, ki ima neko vročino, ga že skoraj lahko predpišeš, to je potenje po zatilju tukaj vzadi v spanju. Več, ko ga je, bolj je to tipično za kalkareo karboniko. In kalkarea nima tistih močnih kongestije, te vročine in te rdečine v glavi, je nekoliko bolj normalne barve tisto otrok, ki jo rabi. Glava vroča in mrzle okončine so pri vročini tudi, kadar potrebuje človek arzenikum album. Se spomnite, smo se ga učili, se ga bomo gotovo tudi spet malo gledali nekje enkrat. Za arzenikum je pa zelo značilno, da ima ravno obratno kot beladona čisto bled obraz. Visoko vročino, bled obraz. Arzenikum. Prva reč, ko pomislimo na to. Ferum fosforikom podobno, glava vroča, mrzle okončine. Ampak za ferum fosforikom, danes bomo tam proti koncu zaključili z njim, je izčrpan organizem običajno. Razen otroci so lahko bolj živahni, pa vendar. Izčrpan organizem, beladona je pa cela nahajpana. Gelzemium ima tudi vročo glavo, mrzle okončine, ampak gelzemium je tudi izčrpan, komaj kaj zmore, čist je brez življenjske sile. In arnika ima to, kadar ramo. Se spomnite, arnika je dostikrat dobro zdravilo za gripo. Smo rekli, ko smo se učili o zdravilu Eupatorium perfoliatum, ko imamo hude bolečine globoko v kosteh in mišicah, tudi arnika pride v poštev, ko ima človek te bolečine globoke, kot bi bil pretepen, in obenem imamo tele glava vroča in mrzle okončine. To je nekaj, da mimogrede vas opomnim in vam utegne to kdaj priti prav. Ko diferenciramo beladono
imamo visoko glavo vročo, pa mrzle noge, drugih stvari pa ravno ne moremo potrditi, kar se beladone tiče, in se boste ozrli na tale odstavek tukaj, ki smo ga zdaj predebatirali, morda bo prišlo upoštev kakšno od teh zdravil.